V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Gospod vas je pripeljal v deželo, v kateri se cedita mleko in med, da bo Gospodova postava vedno v tvojih ustih. Aleluja. Tako beremo v 2. Mojzesovi knjigi na današnji velikonočni ponedeljek. Na tisti ponedeljek, ki ga imamo tako radi, ki nam je tako priljubljen, saj na ta dan naj bi se poleg svojih družin srečali tudi s drugimi prijatelji, sosedi in znanci in sodelavci in podobno. Kajti velika noč ni dogodek za enega človeka samo za interno rabo. Velika noč je dogodek za vse človeštvo in zato je tudi prav, da je naše ljudstvo, verno ljudstvo, ohranilo ta običaj in ga tudi zelo pozdravlja in oživlja vsako leto, da se prav na ta dan, ko sta tudi ona dva učenca, vsa potrta, šla na deželo, da se nekoliko odpočijeta in premisleta in odložita svoje breme, da se srečata z Gospodom vstalim. Tako, dragi prijatelji, iz Domžal in Ljubljane in Vodic, da smo tukaj na ta dan lepo povezani, tu pod Ljubljanskim gradom, na svežem zraku, ob pomladanskem cvetju, ob doživljanju razcvetene, razburjene narave, ki hoče tudi svojim novim življenjem povedati, kako prihaja res med nas in v nas življenje. In najbolj važno je to življenje našega Gospoda, ki je dal življenje, da bi imeli življenje v izobilju. Bomo pa sedaj zopet preložili svoje slabosti, napake in slabosti na Gospoda, ki jih je nesel na križ. Naj jih zopet uniči, naj jih zopet spremeni v naše odrešenje, v naše zveličanje, zato iskreno tu obžalujmo pred Gospodom so svojo grešnost. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorođeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog jagne Božije, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usprejmi našo prošnjo, ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Dobri Oče, s krstom poklanjaš svoji cerkvi nove otroke. Pomagaj svojim vernikom, da bodo v življenju zvesti temu zakramentu, ki so ga v veri prejeli. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz apostolskih del. Na bingoški praznik je povzdihnil svoj glas in jih nagovoril. Judje in vsi vi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vam bodi znano in poslušajte moje besede. Jezusa Nazarečina, ki ga je Bog pred vami spričal in močmi in čudeži in znamenji, ki jih je po njem storil med vami, kakor sami veste, njega, izdanega po določenem sklepu in božji previdnosti, ste po rokah krivičnikov pribili na križ in umorili. Toda Boga je oprostil bolečin, smrti in ga obudil, zakaj nemogoče je bilo, da bi ga imela v oblasti. David namreč pravi o njem: vedno vidim pred seboj Gospoda, ker je ob moji desnici, da ne omaham. Zato se veseli moje srce in raduje moj jezik in v upanju bo počivalo moje telo. Moje duše ne boš pustil v podzemlju in svojemu svetemu ne boš dal trohneti. Dal si mi spoznati pot življenja, napolnil me bo z veseljem pred svojim obličjem. Bratje, naj vam odkrito spregovorim o očaku Davidu. Umrl je in bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. Ker pa je bil prerok in je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da posudi potomca njegovega rodu na njegov prestol, se je ozrl v prihodnost in povedal o Kristusovem stajenju, da ne bo puščen v podzemlju in da tudi njegovo telo ne bo trohnelo. Tega Jezusa je Bog obudil, čemur smo mi vsi priče. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Odpev psalmov je Aleluja. Aleluja. Varuj me, o Bog, tebi se zatekam, govorim Gospodu, ti si moj Gospod. Delež moje dediščine in mojega keliha, ti vodiš mojo usodo. Aleluja. Slavim Gospoda, da mi svetuje in celo po noči me opominja moje srce. Vedno imam pred seboj Gospoda, ker je na moji desni, ne omahnem. Aleluja. Aleluja. Veseli se moje srce in raduj je moja duša. Tudi moje telo bo varno počivalo. Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih, svojemu svetu ne boš dal gledati trahnobe. Aleluja. Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici, večne radosti na svoji desnici. Aleluja. 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 To je dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo in veselimo se ga. Aleluja. 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 Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Glej, dva izmed Jezusovih učencev sta šla prav tisti prvi dan v tednu v trg Emaus, ki je 60 tečajev oddaljen od Jeruzalema. Govorila sta med seboj o vsem tem, kar se je bilo zgodilo. Medtem ko sta se pogovarjala in se spraševala, se je Jezus sam približal in šel z njima. Njune oči pa so bile zadržane, da ga nista spoznala. Rekel jima je: kakšni so pogovori, ki jih imata med seboj po poti? Žalostna sta obstala. Eden, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: ali si ti edini tujec v Jeruzalemu in nisi izvedel, kaj se je ondi zgodilo te dni? Rekel jima je: kaj? Ta dva sta rekla: kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi, pred Bogom in vsem ljudstvom. Kako so ga izdali naši veliki duhovniki in poglavarji v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrhu vsega tega
je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Pa tudi nekatere žene izmed naših so nas ostrašile, šle so namreč za rana grobu. In ko niso našle njegovega telesa, so prišle in pripovedovale, da so videle tudi prikazan angelov, kateri pravijo, da živi. In šli so nekateri izmed naših grobu in so našli tako, kako so rekli žene, njega samega pa niso videli. On jima je rekel, o nespametna in po srcu počasna za verovanje vsega tega, kar so povedali preroki. Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo? In začel je z Mojzesom in vsemi preroki, katerima je razlagal, kar je bilo o njem v vseh pismih. Približali so se trgu, kamor so šli. In on se je delal, da gre dalje. Silila sta ga, govoreč, ostani z nama. Glej, proti večeru gre in dan se je že nagnil. Vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima k mizi, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal. Odprle so se jima oči in sta ga spoznala. On pa jima je zginil izpred oči. In rekla sta tedaj drug drugemu, ali ni bilo najno srce goreče v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma. Vstala sta še tisto uro in se vrnila v Jeruzalem. Našla sta zbrane 11 in tiste, ki so bili z njimi. In ti so pripovedovali, Gospod je res vstal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. To je Kristusov evangelij. No, po tej evangeljski pripovedi se torej tudi današnji velikonočni ponedeljek imenuje in smo ga poimenovali, da gremo tudi mi v Emaus, da torej obiščemo svoje bližnje in da tudi poročamo, kako smo obhajali letošnjo veliko noč. No, letos zaradi znanih razmer gotovo ne bomo mogli iti nikamor, bomo ostali doma in še vedno jadikovali in morda se tudi pogovarjali, kako je bilo na tej televizijski oddaji, kako je bilo na radijski postaji za veliko noč, kaj so tam poročali, kaj so tam povedali, kako so tam predvajali in na raznih drugih spletih, kako so se nekateri župniki znajdli, kako so blagoslavljali tudi po hišah oziroma po vaseh, tudi z avtomobili, jedila in podobno. Veliko zgodb bomo morda še zvedeli tudi v teh dneh, kar se je res dogajalo v teh dneh. No, pa ne bomo ostali pri teh zunanjih dogodkih, ki jih nam predstavljajo naši mediji in ki jih znamo tudi mi dobro pripovedovati, saj smo tudi zelo veliki specialisti o pripovedovanju takih dogodkov, ko sta bila tudi ta dva učenca, ki sta šla v Emaus, kako sta na hitro znala natančno povedati, kaj se je zgodilo v Jeruzalemu te dni, temu tujcu, ki sta se tako začudila, da nič ne ve. Tako, sestre in bratje, tudi mi bomo letošnji Emaus dobro doživeli in občutili. In ta Emaus nas čaka. Upam, da bo tudi bolj odprt
tudi v resnici za naše korake do naših bližnjih in za naše pozdrave in za naše pripovedovanje. Saj tudi po naših medijih oziroma po naših mobilnih telefonih in ne vem po kakšnih drugih sredstvih ne moremo vsega povedati in se tudi ne znamo morda takoj vse spomniti, ko pa govorimo z očmi tudi, s pogledi in svojimi rokami in pa z občutki, ki jih ne moremo doživljati tako po medijih, kot jih doživljamo, ko se resnično osebno srečamo, je pa to seveda tako pripovedovanje bolj živo. In zato bomo torej imeli še take emavse in res Bogu hvala, da bomo spodbujeni letos res tudi marsikaj ohraniti globlje v svojem spominu, vse te žrtve, ki jih prinašamo vsak na svoj način v teh karantenah, ki jih doživljamo v zadnjih 2 mesecih, da bomo potem res bolj zopet sproščeni in upoštevali to bližino sočloveka, ko sedaj doživljamo, da pogrešamo ljudi, da potrebujemo ta srečanja in da potrebujemo medsebojna doživljanja v pripovedovanju, v svojih čustvenih pogledih in tudi raznih telesnih gibanjih. Tako, dragi moji bližnji prijatelji, želim vam, da bi tudi ta emavs tukaj pod Ljubljanskim gradom, v središču Ljubljane, v senci naše ljubljanske stolnice, tudi podoživeli na poseben način in ga nosili globoko v spominu, saj bomo sedaj Jezusa prepoznali pri tej sveti maši, v tej daritvi po lomljenju kruha, po teh daritvah, po teh zunanjih preprostih simbolih kruha in vina, da je Jezus resnično navzoč in da resnično prihaja med nas in da se nam hoče in resnično pridružiti vsem našim novicam, vsem našim dogodkom in vsem našim uspehom in pa tudi neuspehom. Da bomo znali po tej letošnji veliki noči bolj kontaktirati z Bogom v duhu, po svetem duhu, v naši veri in potem tudi vedeli tudi za vse te darove, ki jih nam Bog daje na našo pot, za naša medsebojna srečanja in doživljanja. Sem pa danes še posebej vesel, da imamo na tem oltarju, provizoriš oltarju, tu na mojem vrtu pod Ljubljanskim gradom, na mizi, tudi kip, čisto zraven, kip našega pokojnega nadškofa Alojzija Šuštarja, ki je bil prav na današnji dan v teh urah posvečen tukaj v tej ljubljanski stolnici, v kateri sence se sedaj tudi tega dogodka globoko spominjamo. Namreč ta kip pokojnega nadškofa se je preselil iz stolnice, kjer je nadškof pokopan, zopet k meni na vrt, kajti te dni bomo pripravljali to grobnico, kamor je bil tudi on položen, tudi za pokop našega sedanjega, umrlega, priljubljenega, ljudskega nadškofa Alojzija, torej tudi soimenjaka Urana, ki ima tudi priimek kot marsikdo drugi, Uran, ki si je dvigal višave z lepim glasom in tako nam prepeval lepoto s svojim glasom, Božjo bližino in Božjo ljubezen. Tako se ga bomo tudi njega spomnili in seveda tudi
pokojnega nadškofa Alojzija Šuštarja, ki ga imamo tu pred seboj v tem kipu. Vstal je Kristus, naše upanje, zmagoslavni kralj, premagal je smrt in nam odprl vrata v nebesa. Ko se radujemo dneva, ki ga nam je naredil Gospod, ga sedaj ponižno prosimo. Naj velikonočne skrivnosti napolnijo vso cerkev z radostno hvaležnostjo. Naj Kristusova ljubezen, ki jo je spričal smrtjo in vstajenjem, prerodi vse narode. Naj ustali Kristus potolaži vse naše ostarele, vse bolne, ki se morda še vedno močno bojijo tega virusa, in vse žalostne in potrte, bolne in trpeče, da bi jim ti prazniki vendar vlili novega upanja in poguma. Naj vse naše brate in sestre, ki hodijo v teh dneh po poti križa, trpljenja in preizkušenj, bolezni, v Kristusovem stajenju naj najdijo res to novo upanje. Za vse, ki so v velikonočnih praznikih prijeli krst, da bi vedno ohranili v srcih velikonočne radosti. Spomnimo se najprej nadškofa Alojzija Šuštarja, ki je bil torej na današnji dan pred 40 leti posvečen v ljubljanskega nadškofa in metropolita. In naj se spomnimo tudi nadškofa Alojzija Urana, ki se bo sedaj pridružil v tej grobnici tudi njegovemu zadnjemu počitku. Naj oba dva skupaj res uživata večno radost, večne velike noči pri Gospodu. O Bog vsako leto nas razveseljuje s praznikom Kristusovega vstajenja, naj te praznike prav obhajamo, da bomo vredni tvoje milosti in bomo nekoč obhajali večne praznike pri tebi, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Hvaljen bo Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te vode in vina, naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo sta trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Gospod Bog, sprejmi nas ponižne in skesane in naj ti ugaja danes naša daritev. Sestre in bratje, molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz naših rok, hvala in čast tvojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, dobrohotno sprejmi darove svojega ljudstva, prerejeni v veri in krstu, naj po tej dariti dosežemo srečo, ki nikoli ne mine. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesneje pa te hvalimo ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta.
Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim stajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočne veselju raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi pojemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani ob spominu na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne pride slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služimo oltarju. Spomni se, Gospod, naših dveh nadškofov, Alojzija Šušterja, se ga spominjamo danes na 40. obletnico škofovskega posvečenja, in ki se tudi danes spominjamo našega nadškofa Alojzija Urana, ki si ga te dni poklical k sebi s krstom, škofovskim posvečenjem, si ju pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstaneta v večno življenje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo kot Božji otroci takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdijo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, večno življenje. Uživamo tvojega telesa in tebe, Gospod Jezus Kristus, proti varstvu zdravilo za dušo in telo. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago nam, ker smo povabljeni na Gospodovo gostijo. Vi povabite svojimi besedami, preprostimi, Jezusa sedaj v svoje srce. Ta ostali Gospod, ki se je pridružil tima dvema učencema, naj se tudi danes pridruži na poseben način svojo navzočnostjo tudi v vaših dušah in v vaših družinah. Svetlo nevarja za večno življenje. Kristusova kri, ne varimo dušo za večno življenje. Duša Kristusova, posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoji me, voda iz strani Kristusove operi me, trpljenje Kristusovo utrdi me, o dobri Jezus, usliši me, v svoje rane sprejmi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudi sovražnikom brani me, o buri moji smrti pokliči me in k tebi pridi pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na vekov veke. Amen. Jezus, tebi živim. Jezus, tebi govorim. Jezus, tebi sem živ in mrtev. Amen.
Ustali Kristus več ne umrje, smrt nad njim več ne gospoduje. Aleluja. Molimo. Nebeški Oče, razvnemi naše srca z milostjo velikonočnih skrivnosti. Tako bomo lahko sodelovali s tvojimi darovi in hodili po poti, ki vodi v odrešenje. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Naj vas danes na to sveto veliko noč blagoslovi vsemogočni Bog in vas obvaruje vsakega greha. Amen. Po vstajenju svojega edinorojenega Sina nas Bog prenavlja za večno življenje, naj vas osreči tudi z darom nesmrtnosti. Amen. Po končanih dneh Kristusovega trpljenja doživljamo veselje velike nedelje in v velikonočni osmini Bog vam daj, da bi nekoč v večnem veselju srečni obhajali neminljivo veliko noč. Amen. To naj vam podeli in vsem vašim vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite in živite v miru. Aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja.